Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja bojo pa v bistvu nekaj, kar nisva še nikoli delala. In šla čez novice. Ampak ne čez te ful znane novice, ki jih vsi slišimo po televiziji in povsod, ampak bojo šla čez te malo manj znane novice. To pomeni, da to so novice, ki so, ne vem, na teh naših straneh 24 ur, žurnal in podobne. Zaprav, bolj ne toliko izpostavljene novice. Tako. In pač me zanimajo tvoji komentarji na te novice. Tako da lahko kar že začnemo. Naslov: iz avta metal bo bankovce na avtocesti. Nastal pravi kaos. Kaj se je tle dogajalo? Ja, očitno to, kar je opisano, da je nekdo iz avta narmetal. No, bil je nek dečko, ki je v Ameriki 200,000 svojih prihrankov z avta zmetal. In folk je pač zaradi tega, ker je pač, ne vem, zgledamo preveč denarja ali ne vem kaj. Mislim, v redu. In pač pol je bil zastoj, ker so folk je pobiral ta denar. Vsaj v enem parku vrgu ali pa nek tacga, če se že. Ampak je na avtocesti metal čez okno. Ja, bom rekel Amerika. Tam se čudne stvari dogajajo. Kaj praviš na to, bi se ustavil, pobral denar, če bi bil ti v tej situaciji, da se lih furaš po avtocesti? Pa da denar vidim, po mojem najprej pomislil si, tak je fake. Jaz bi tudi drugače to. Zakaj bi kdo metal denar, a veš? Ker je toliko ni normalno, da ne bi pomislil, da je zares to, ne. Tako da, ne, jaz po mojem se kar naprej pelil. Drugače v Ameriki folk se je ustavil in zastoji so ratali in gužve. In karamboli in to. Mislim, da ne. No, čudno. Mislim, ker mene bolj to skrbel. Je bilo pa zelo veliko zastojev. Ampak dobro, če že stojiš, bi pol, šel jaz ven. Kako se pol to, kako je pol potek, kako gre to naprej? A to denar obdržijo, da se ga najdu, ampak še se najbrž kakšno kazen plačajo, ker so ustavili na avtocesti. Ali kako to bolj poteka naprej, to me čas tudi zanima, veš, ti behind the meme, imaš zgodbo. Rad bi ti odgovoril, a nimam odgovora na to vprašanje. Nisi pol prebral sploh. Sem si prebral lih toliko, da vem, da je 200,000 bilo dolarjev. No, sej nimam. Čakaj, njegov sodnik je policiji povedal družinskega bančnega, to sem bral, pač da je iz družinskega bančnega... Nima veze. No pač, zanimiv. Zdaj gremo pa na malo bližji kakor to. Kaj si misliš o tem? Vrtoglave cene na Hrvaškem, 24 evrov za 2 kozarca vina in kepici sladoleda. Wow, je drago. Predvidevane, mislim, verjamem, ker Hrvaška, sploh kakšna Istra, predvidevam, kakšni Istri tole. Je ful draga, tako res. Je Rovinj. Zelo blizu nekim švicarskim cenam pridejo. Dejansko. Jaz, ki sem bil v Italiji, ob Gardskem jezeru, so bile cene nižje kot v Istri. In sem bil v Italiji, ob Gardskem jezeru, sem jedel pico cnej, kot jo jem na Hrvaškem v Istri. Tako da... Bi mislil, da imajo ful denarja tam, ne? Tako, Da so ful bogati, kaj? In pač meni je to v bistvu ful fascinantno, da Hrvati imajo recimo nižje minimalne plače, nižje pokojnine in nižje vse... Bi rekel, da na turizem vse stavijo, ne? Za sej, primarno. Bi rekel, da je pri njih turizem in tak. Sam pogrejo pa tak hud ekstrem, malo preveč, sploh po moje ne gledajo na lokalce. Ker oni morajo tudi pač, se to ni samo za turiste, a ne cena. Pač vsi pridejo. Mislim, jaz tako, ker sem si to lepo prebral. Ampak zgleda, da toliko zaslužijo v turizmu, da se jim splača. Če gledam jaz recimo 10 let nazaj, pa 20 recimo, ker smo bili mi majhni oziroma mladi, ker si šel na morje, ne vem, kepca je bila €1, recimo, a ne? Še to ne, a ne? Ne vem, kozarc vina, če je bil 2 evra, recimo, v lokalu,
je to se pravi, to bi mogli biti 4, Samo še 6 6 evrov. evrov. 20 let nazaj bo malo manj evrov, recimo, vreden. Ok, itak. Ampak vseeno, se je Ja. itak zastopno. Zastopno. Ja, ampak tukaj Ja. pač mogo bi prav zanimivo, koliko je, mislim, zdaj kepca sladoleda je kva zdaj že, mislim, že meni je bilo Ja, lansko očitno let, ne 8. 12 kun je bila lansko let kepca sladoleda, kar je bilo meni tako skoraj 2 evra. Pač, Še zdaj pa že več. ja. Ja. Tako da ja, okej. Naprej, gremo naprej. Naprej. Američan je v enem letu 3-krat zadev na loteriji. Srečko. Ja. A ja, to je sam. Ja, to je Jaz sem mislil, da je naslov. ne vem, 3-krat bankrotiral pa še. Ja, zna biti, ker je pač Ja. Američan. A to verjetno ne glavni dobitek, ne? Ja, dober. Glaven dobitek, kaj pa poanta, ne. Ja, no. Zadev na loteriji, sam piše, lahko je enkrat zadev trojko, mislim, lahko je zadev enkrat sedmico, ne? Recimo. Ja. Pol pa še dvakrat trojko. Ja. Ja. Pa lahko en reče, ule, 3-krat je zadev na loteriji. To so res. ti naslovi, a veš. Ja. Tako da predvidevam, da je to kaj takega. Mislim, sem si šel prebrati in to fora je, da je v manj kot 365 dneh je pač prejel več kot 100.000 evrov. Tako da ni spet Tako da očitno ni glaven dobitek. Ja, ker No, ampak vse. 100 evrov. Ja, ne, sej. Nič. Ampak je 3-krat z istimi kombinacijo številk. Na isti loteriji. To pa nisem bral. Ampak 3-krat ista kombinacija, tako da, Očitno je možno. ja. Ja. Po mojem, da ne na isti loteriji, po mojem, da na različnih. Tako da ja. Ja, Pač- ok, ja, mač srečo imel pa. Drugače obstajajo nekateri ljudje, ki so zelo srečni in mislim, da je med njimi en Hrvat, a veš, ki je, a so to enkrat govorila mi dva tle ali niso, znaš, da se ne spomnim. To kudaj sem imel, Ja. da se včasih ne spomnim. Ja, kva? Ki je, ne vem, z aviona padel, avtobus je, mislim, A ti, ne, to se pa ne spomnim. pač vem, da je bil en Hrvat, ki je preživel mrskej, Bil zelo nesrečen. nesrečen oziroma srečen, ker pač mislim, da je avion dol padel, pa je edini preživel, pa Okej. vlak je izteril, pa je edini Okej, preživel, pa avtobus je v vodo čez most zapeljal, pa v vodo padel, pa je preživel. Tako da je imel pač ful je imel. Ja, srečo. in kaj ima zdaj to? Ja, je pač sreča. A ja, ok, on je imel ta vrste sreče. Ja, ta pa druge. na drug način. Ja. Ok. Nek Nemc, ne Britanc, je za križarjenje odštel 20.000 evrov, na to so ga pa pustili na Filipinih. Pustil ali je on pozabil nazaj na ladjo jet? Ne, neki je imel zdravstvene probleme in je šel v bolnico in je ladja odplula brez Ja. njega. Tako da. Ja, ok, ta je pa nesrečen, vidiš. Mislim, kaj ti misliš na to, da daš 20.000, Ja, no, pa da če- ne. Če smo v bolnico jet. Ja, no, pa ne vem. Ja, kaj, ti več denar pomeni, kot zdravje, kaj? Ne, to ja, ampak pač ne vem, če si ti dal že toliko denarja za karto, lahko bi te. Ja. Ja, kako pa on vejo, koliko jih pa je. A ja, nimajo to najbrž. Ja, verjetno bi mogli preveriti, ja. Kakšna taka stvar, sam tam toliko ljudi, da Ja, ne vem, če pač en se pa zgubi. Ja, Ali pa, in to je ali to. pa se konc koncev tudi tako, ja, veš, kva pa je za enega človeka, še avtobus ne čaka za enega človeka. Pa ena ladja, ki ima tavžent ljudi gor, Ja, čakala, pač ni prišel. pač Gremo ni ga. naprej. Lej, Verjetno dal se si, bo mogoče so ga klicala, pa je tacga, pa je bil bolenc. Ali pa kaj. ni mogel. Moraš zastopam tako iz obeh Ja, smeri. ja, in- jaz tudi Ja. razumem, ampak ja. Tako, no, čeprav je verjetno, sej mogoče so on vedeli, pač v bolenci. Ali, Ja. ali niso vedeli. Ne vem. točno Verjetno ga so- sploh niso klicali. Ali. Po mojem, da ga sploh niso klicali. No. Nisem sam tako, pač meni je zanimivo, da tako da 20.000 Ja. daš, pa jih briga. Pač dobili so dar. Pač se verjetno je, ne vem, pol poti že prevozil. Ja, če je Britanc, pa če je bil Ja. na Filipinih. Tako da- Ja. Ja, Avion pa pol domov. Sej, če ima 20 ur za karto, ima tudi pol za letalsko domov. To je to. Tako da, ja. Ok. No, tole me zanima. Šef Google zasluži 800-krat več kot povprečen zaposlen v podjetju. ja. V kakšnih cenah misliš, da se giba? Kakšnih plačah? Ja, koliko misliš, da Prav 800 krat. več kot povprečen? A to, aha.
zaposlen tam. Ne vem, koliko ima. A je to letna plača, verjetno? Ja, letna, sem si pa tudi na mesečno zračunal jaz, ker ne pišejo v temu, tako da ti lahko tudi povem, koliko je bilo. Koliko bi rekel, da on zasluži? Ne vem, par 100 jurjev. 205 milijonov. Na let? Na let. To je nekje 17 milijonov na mesec. Aha, jaz sem tako pa dnevno tarifo razmišljal. Wow, 17 milijonov na mesec. Na mesec zasluži. Ja. Ne vem, kaj. Ne vem, kaj ne rečem. Povprečen tam, ja. Koliko bi pa rekel, da povprečen v Googlu zasluži? Deljeno z 800. Ja, no, dej, tako pač. Koliko bi rekel, da zasluži? Ne vem, pol neki 100 jurjev. Na letni imaš, oni dobijo, jaz sem šel mesečno računati okrog dobrih 21 jurjev na mesec. Aha, ok, zapravi čez 200. Ja, okrog 200. Ok, dobro, vse to je v redu, sam napravim unmo, a ne? Mislim, jaz se tudi ne bi branil. Še najmanj mantra. Ja, a veš, vse to, ja. Mislim, meni je tako, tudi z 21 jurji ne bi se pritoževal. Tako da... Ne, valjda ne. Se delaš za Google. Ja. Ampak vseeno pa ni fair. Če tudi je tehnološki podjetje, ker vsi več zaslužijo. Ja, bi lahko on malo sebi dal stran, pa malo njim več. Tako da, če se že to gnarja obrne, se je v bistvu folk dela za to, da lahko Google dela tako, kot dela. Ja. Tako da, ja. Naprej. Ta je taka, italijansko mesto selfijem napovedalo vojno. Zanje uvaja visoke globe. Se pravi, če selfie delaš tam v mestu, dobiš 275 € kazni. Ok, in v čem je fora? Ker je preveč folka selfijev in... Pa se to je posod, v vsakem turističnem. Ne vem zakaj, no, ampak... Mora biti nekaj posebenega. Mogoče je lik za to več turistov prišlo. Ja. In pa se tam ne skrivaj. Ja. In pa v bistvu zaslužijo 275 € na mesec. Če dobijo enega. Ja. En bo pa lahko na YouTube objavil, kako so ga dobili. Kaj se je delal. In dobi več od YouTubea. To so marketinške strategije, ki jih mi dva ne poznava, zato imamo pa samo 135 subscriberjev. Več videov imamo, 30 subscriberjev, če sam tako min grede. No, sam dobro, si sta imela tudi na začetku, ko sva se obavili, ki je bila prva oddaja, sva bila 2 subscriberja, oddaja je bila pa 1. Ampak, vem, tako... Ja, imaš prav. Veliko sva oddaj že naredila. Ja, to je to, no. Sej mislim, da je že dosti dolga oddaja, tako da... So tudi te novice na stranskem tiru. Ja. So novice, ampak odvisno tega kakšne. Mislim, je logično, da ne, ampak so pa tako zanimive novice, tako, mislim... Če res nimaš cajta, sam jaz tudi... Še zmeraj si nekaj bom najdel, prej bom šel to obretno. Tako, ja. Tako da je zanimivo, da dejansko objavlja. Ampak po mojem, da to, koliko misliš, da ljudi to dejansko prebere, te novice? Predvidevam, imaš ljudi, ki vse informacije najde sam na eni od teh spletnih strani in vse pregleda tam. Ja. Teh je pa verjetno kar dosti. Še posebej kakšni novinarji imajo po mojem. No, ok, ja. Ne vem. Ampak tako, normalni ljudje pa ne vem. Meni je tako. Novinarji niso normalni ljudje. Ne, pač so novinarji. Pač novinarji pa ostali. Aha, ok, imamo zdaj. Ok, jaz to. No, ne vem, veliko verjetno še zmer. Najverjetneje. Ok, toliko o tem. Hvala za ogled. Lep petek, pa se vidimo. Se gledamo. Ajde, čau.